lej. Lega. Čakaj malo, nisi ti imel modro? Ta je pa črna, ne? Čakaj, a ti imaš dve? Doma je še ena pod nastreškom, ona je pa spet modra. Čakaj, tri imaš? Samo ona je pa trovratna, ona je pa kupe. Hvala za povabilo, no, kaj naj rečem. Kam greva sploh? Greva malenkost izven Ljubljane, pokažem moj nov dirkalnik za naslednjih par sezon. Povej, kdo si sploh ti? Jaz sem Mark Ivanov, zdaj mogoče folk tebe gleda oziroma spremlja, so me najverjetneje že videli na kakšnem tvojemu videu iz kakšne dirke. Vozim gorsko-hitrostne dirke od leta 2019. 2019 sem pelal prvo sezono na Oplu, prvo dirko na Opel Adam Cupu, pol pa sem naslednjo pelal v Lučnah, je bilo pa z Adam R2. Po pa no 2020 sem imel pa malenkost pauze, po pa 2021 smo pa zaštartali New Limits projekt, sem pa v bistvu 2 leti vozil oziroma do lanske sezone in predvsem velik STI. 2-3-letnik za nepoznavalce, ki vejo Flobaja. Mark! Kaj? Male razlike naspram mojim avtom. Ja, malo je. Ta avto je tako, vrti se nič, vidim. To tako moraš šaltati, ampak ko se vrti, ful čutiš. Pri meni je glih obratno. Pri meni ne čutiš dolg časa nič, pa čutiš. Ki ga otvara, ga... Ja, ampak po, ki ga podpre. Parola se. Ti imaš atmosfero, moraš vedeti, da gre. Lej, teb se vrti to, kar imam jaz na Cagru max. Ja, in jaz, ko vrtim, recimo ti bi 2 ali 3 predstave dal, da bi jaz eno. Kako to, da si ti v avtošportu? Ne vem, želel sem si od majhnega, čist preprost, ne vem, delam, živim svoje sanje, delam to, kar mi je všeč. Pa mogoče malo nenavaden to, ker nisem glih iz običajne avtošportne familije, če lahko rečem. Oče in mama pač noben prej ni bil ne dirkač, ne v stiku s tem, ne nič. Mi smo bili, bom rekel, ta neka tradicionalna slovenska familija, ni fuzbal, ni basket, ampak pač so bili smučarski skoki. Skoki? Tak ti si skakal? 12 let. In med drugim, mislim, imam še kakšno fotko doma, ko smo, ne vem, jaz pa Lovro Kosa, sva bila ekipna kolega, bolj Domen Prevc, smo še zdaj v navezah, pa Cene, pa Lanišek, pa eno fotko imam, ko sva Zajcem, tam, ko sva bila majhna, so imela en zraven drugega z medaljami pa to. Jaz sem v bistvu 12 let prej skakal, pa vedno pri nas ni bilo nekih financ, denarja, tako da bi rekel super, da mi bo pa oče zdaj skeširal celo sezono. In ja, vedno so bili samo ti go-karti, neka amaterska scena in to, nikoli profesionalizma, ker pač ja, tako kot sem rekel, ni bilo keša. In ja, pa sem jaz pri 19 se odločil pač, da bi živel svoje sanje in če bom pač kdaj to naredil, bom zdaj. In sem takrat pustil 4-letnik srednje šole, sem na strojno hodil v Ljubljani. Šolo si pustil zaradi česa? Ja, zaradi dirke. Dobro, lahko bi vsaj naredil šolo, pa pol dirko. Ja, no, sej, pazi, jaz sem takrat rekel, zdaj sem star 19, če bom kdaj to naredil, da bom dirko, bom zdaj. Šolo bom lahko naredil tudi kasneje in pol, jaz sem takrat en let čist po svetu temu nabiral sponzorje iz nule. Nisem imel nič za pokazati, ne rezultatov, ne nič. In sem hodil od firme do firme, pač, ne vem, predstavil svojo vizijo, kaj bi rad delal in pol je kakšen dal 200, 300, 400 evrov. In ja, tako se je začelo, pa sicer prva sezona je bila tako, precej zdesetkala in mene in brata, jaz sem prvo sezono dirkalnik na streho povalo in sem rabil pol svoj oseben avto prodati, pa tam malo motor pa to. In po prvi sezoni, bom rekel, bila je ful poučna, če ne drugega sem se naučil to, da ne glede na to, da so mi pač, ne vem, to življenjske sanje, je tako, ne moraš še vedno vedeti, tako je bil zdaj pred parimi dnevi lepo zapisan članek, ki je dal Pix izjavo, pa rekel, da večina Slovencev, ne. Ja, veš, dirkajo, grejo čez svoje limite, pa doma jejo kruh pa zelen. Evo ga, prišli smo. Kva so bodu, traktor! No, zdaj pa pazi to, ne. Poglej, spredi nima navatnih žlak, ampak na diske stari. Kolikrat to vidiš, stari? Ampak to ni original. Ne, to je avtomat. To je najhitrejši traktor na vasi. Kako misliš najhitrejši, a koliko pa leti to?
To je bilo meni rečeno, mislim, da je nekje med 45 pa 50 tole. Mi smo se v Bosni tudi furali s traktorji, ki budale. Evo, no zdaj kle je pa za tem Jarotom. Jaro, VVTI. Stari lekira peč. Kje je Rauhung. Akrapovič. Važno je, da je tukaj za ogrevanje. Rukane, 2, 3, da bo lažje šla v vink. 102 oktana Panta Fuel. Kje so zdaj? Zdaj so v garaži, kjer imamo mi trenutno oziroma začasno parkiran nov dirkalnik, ki ga bomo za naslednjih par sezon. Tako da jaz ti predlagam, da za Jaro tam malo pogledaš. Model! Jaz pa to si nisem predstavljal tako. Kaj je huda, stari? Zajebo si Batmana! Walter Wolf. To je vse carbon fiber, kot pravijo. Kaj je huda? Nisem si predstavljal, da ima te čez kolesa. To je v bistvu prav prototipna zadeva, že s tem namenom, da ustvari več downforce. Pozitivno sem presenečen, nisem pričakoval take oblike. Škoda, mi je všeč, ker je v bistvu čist črna in je dobesedno šišmišmarko vozilo. Model! Kjer difuzor, stari, to. Ko smo jo kupili, je bila v italijanski grafiki, tako da, ko bi uno formulo videl na dirkališču, bi tako rekel, ok, to fura makaron, stari. To je to, zdaj prej bila folja gor, pa sem jaz to jo slepil, ko pride pač naš nov livery gor. Čak ima Wolf Racing, Walter Wolf. A ni to ena firma, ki je včasih čike imela? Jaz sem mislil, da je to že zamrl, Walter Wolf. Tako ti bom rekel, večina ljudi oziroma marsikdo misli, da je to isto, pa ni isto. To sta v bistvu totalno dva ločena segmenta, ker Walter Wolf Racing je bila ekipa, ki so nastopili v Formuli 1, so bili seveda prvi pač privatniki, ki so v F1 vozili in bili so tudi prvi, ki so na uvodni dirki zmagali. Zdaj, to so pa prav Wolf Racing avtomobili in ja, logotip je popolnoma identičen, ime pa ni, ne. Kako pa ti sploh prišel zraven? Odkud ti pare za tole? Tole je 100 jurjev novo zihar. To je pač letni 2019 formula, zadeva ima za sabo 3 dirke, tako da praktično skoraj nov dirkalnik. Taka nova zadeva pride malenkost južneje od 100 jurjev. Daj mi povej, kaj je to sploh za ena zadeva? To je prototipna formula znamke Wolf Racing Cars GB08 Thunder. To je vstopen model Wolf Racing Cars fabrike. Kompletna zadeva je narejena iz ogljikovih vlaken, se pravi vidimo spreden difuzor, blatniki, komplet monokok in ostale stvari. Že po sami obliki, med drugim tudi pač po pokritih blatnikih in je narejena prav za gorsko hitrostne dirke, čeprav taka zadeva se fura tudi po svetu na pistah, in je narejena za gorsko hitrostne in za pisto. Fora teh blatnikov je pa se pravi, kle na takih stvareh vse temelji na aerodinamiki. Zdaj, bolid je baziran na F1 2005 letniku, se pravi, sedež je narejen čist po meri zame, formula oblika volana plus quick release. Jaz ne vem sploh, kjer motor je to, koliko je to kubature, koliko je to konjo, kaj je to? To prototipno formulo poganja Aprilin RS V4 motor, se pravi V4 motor 1100 kubov. Trenutno ima 220 konjev, za gorsko hitrostne pa pride še optimizacija računalnika oziroma elektronke, bo tam okrog 230 konjev. Drugač dirkalnik, tudi to kompleto brez mene ima pa 375 kg, tako da je v bistvu power weight ratio 1:7. Mogoče še ta del, to je v bistvu headrest, imajo ponovadi vse formule, isto pač vse FIA standard in pride pol, ko sem jaz noter v formuli, zadeva takole, tukaj se v bistvu še zataknem, da zadeva drži. Ta model ima v bistvu tudi serijsko tole kamero, se pravi takoj, ko pržgeš kontakt s formule, ti vklop ta kamera, isto tukaj noter je pa se pravi ta Wolf Racing Cars enota in ti pol v bistvu na računalniku isto izriše in telemetrijo, G-force, obrate, hitrost, brzino, v glavnem ogromno enih podatkov. Stari moj, prav od motorja mašine. Glej, stari, to na jermen pogon. Trenutno prenos je na jermen, ampak kakor vidiš, če boš fajn pogledal, nam ga je tukaj malo pofrezal. Zaradi tega, ker jermeni so precej občutljivi in če gre kakšen ole gor, se pravi, tukaj je ful izpostavljen, recimo tukaj iz manšete ali pa
recimo iz diferencijala, špere, ker se ta motor vrti na 13200 obratov, da gre malenkost olja gor, pa da se kaj napije, to ful hitro spodleti in pol Jermen sam pofreza. In zdaj, ker je bila ta formula prej na pisti, za pisto je načeloma dosti vsem, zdaj za gorsko pride pa v bistvu ketna konvert, zaradi tega, ker je pač bolj praktična iz večjih vidikov. Še prej pa ti pokažem, glavnem, kar se tiče izpuščenega sistema. Se pravi, kolektor je v bistvu precej serijski, se pravi, izhaja iz motocikla, medtem ko je ta drug del, se pravi, lonc katalizator, je pa pač narejen posebej po meri. Ok, prvi občutek tole pa impreca. Precej nižji si, ne? Pa če že tam ležiš v avtu, si pa kle čist. Je glih toliko si visok. Se pravi, kle je komanda, se pravi za kontakt, ko vklopimo kontakt, se prižgejo lučke in vse ostalo. Gledaj to stari. Kle je priključek za kabel, s katerim se preklopimo na telemetrijo dirkalnika in polo spremljaš te grafe v ono. Kle je ta number plate oziroma šasija dirkalnika, to je pa kamera enota. Kle je za gasilen aparat, aktivacija. Kaj se pa zgodi? Ja, kle če šobe v moj prostor, se pravi... Avtomatski gasilc noter. Tako, kle je pa gasilen aparat, ampak klele v bistvu. Da, to. Kle je pa knop, se pravi za nastavljanje tega brake biasa, se pravi rear front, tako. Evo, kle je telemetrija, se pravi držimo in kle ti v bistvu kaže dirkalnik, se pravi front, rear, ta brems razmere. Imamo pa tukaj, se pravi, te osnovne podatke. Lambdo, se pravi, kot obračanja, koliko gasa je, oil pressure, če je v redu. Padal, se pravi, koliko je, vidiš, recimo zdaj, kad dajem gas, je to večje in precej občutljiva zadeva. Evo, to je izhodiščna telemetrija. Se pravi, ko se ta lučka obarva zeleno, je pač formula ready, da gre. Napetost oziroma amperaža baterije, temperatura vode. Tukaj imaš, se pravi, najhitrejši krog, ta drug podatek je pa pač trenuten čas, ko se furaš, zgori pa pride v bistvu obratomerno. Tukaj se pravi, ko je en, je pa v bistvu, kjer brzini imaš. Neutralno. Crko, Italijan. A tako se ga ugasno zdaj, pa? Ja. Tako pa v life še nisem slišal, da se ugasne. Kaj da bi dal ženski pred usta roko? Čuti, bre. Skoro tako, kot bo moja jaz dva Jurija. Šumacher, levo, desno! Zdaj to kar zavija, stari moj. Ja, pa direkten prenos imaš, ambenga. Stari moj, a veš, ti moraš imeti prav dobre ročne sposobnosti oziroma spretnosti, da lahko to obrnaš. Se med vožnjo je malo lažje, ampak vse. Zdaj veš, da ni dirkanje, sam gas bremzam. Kje? Prvič v life sedim v formuli. Zdaj si pa ti zamisel, to je tako osko in ti letiš 300, 330. Ampak ne ti se pelješ tako, ti se boriš, kot prepuknen, pada kot prasica. In ti moraš ostati na cesti in zdržati tako 50 krogov. Pa veš ti, koliko moraš ti imeti kondicije, pa koliko moraš ti biti v glavi porihtan, da dobesedno ne ubijaš se. In na koncu sploh je že, kako bi rekel, že pohvalno, da pridejo do konca tekme. Kaj šele, da zmagajo, človek, da si prvi, a to so vse, veste, stotinke. Sam je pa hud feeling, sam je tako malo klaustrofobičen. Sploh, ko imaš čelado, ker dejansko, ko imaš čelado, to takole malo premikaš in gotovo, stari. Dejansko si v kalupu, ne moreš tako narediti. Ne, gledaš sam tist, kar rabiš. Ja, sam, in uno sam tako delo, in ti, ko brenzaš, vse džigri gre ven. Ne povej, a ješ preden greš ali ne ješ? Mislim, jaz ponavad pred dirko pojem nekaj minimalnega, kakšen tak lahek obrok, med dirko pa ponavad nič sam pijemo. Sam, a si se vprašal, zdaj to malo drugačni pojemki pa pospeški so, zdaj tukaj boš malo več imel mogoče turbulence v trebuhu, kar si imel v impreci. Ja, mislim, dobro, so je tako, ne. Kaj pa misliš, da je, kako je? Ja, tako je. Ja, nekaj tazga. Ja, tako je, stari moj. Ja, mislim, tale zadeva ima tako, nekih 2,5
slabe 3 sekunde do 100 in ja, mislim, tudi moje izkušnje s to zadevo so bile najbolj šokantne, kar se brenzanja tiče. Čak, si to vozil že, ali ne? Ja, sem. Evo ga, prišli smo domov. Tako da, ful ti hvala za vse, stari. Res sem vesel, da si me povabil pokazati svojo formulo. Zdaj pa mene samo zanima, da ti meni povej, kva imaš zdaj v prihodnosti, kakšne plane imaš zdaj? Zdaj, kar se tiče formule z ekipo, se mislimo definitivno pač udeležiti vseh dirk za državno prvenstvo. Drugače pa gledamo pol še 2 tuja pokala, no, tako da zdaj v bistvu tudi malo zavisi od budžeta. No. Drugače pa zdaj ful stremim k temu, no, da bi začel snemati, se pravi, to svojo dirkaško pot, svojo dirkaško kariero, ne, se pravi pripravo formule, treninge, take stvari. Pač na vseh social media kanalih. Se pravi, Instagram mislim uporabljati, se pravi za story, za te neke kratke izseke, poste, ta sodelovanja ono. Medtem, ko na YouTubeu mislim snemati pa prav vloge. No. Pofollowite Marka Ivanova, Instagram pa YouTube. Jaz pa grem, glej, hvala ti ful pa... Hvala tebi še enkrat, evo, zdaj pa še nekaj počakamo, še nekaj zate, nekaj unikatnega. Evo, tole imaš prav moj pullover, se pravi Walter Wolf Racing logo. Moj logo. MI, pa tole 4, če vidiš, to je moja cifra. Slaka ti čast. Pa imaš pa še na rokavu, kjer dirkalnik, pa moj podpis. Pa to še lepo vezeno. Ja, ful ti hvala, care. Res, zbiram hudije, hvala ti, Jack. Tako da, to je moj prvi hudi, Walter Wolf Racing, tako da evo imaš prvi, imaš pa še tako po obesek isto, dirkalnik, podpis pa na drugi strani. Čakaj, pa če bi si kdo zaželil imeti kaj tazga, to lahko pri tebi dobijo? Lahko. Živi stari, veliko sreče v tvoji karieri. Mark, srečno, putuj, Vesno, ajmo, idemo. Ajde. Čau.